Saška Ocvirk, urednica Celjske Mohorjeve družbe, s tretjo knjigo, ki jo danes predstavljava, pa ostajava v Celju. Avtorica knjige Utrinki vzporednih svetov, znana zdravnica Metka Klevišar, je v tretjem življenjskem obdobju za svoj dom namreč izbrala Celje. Res je. Doktorica Klevišarjeva je resnično ženska, ki navdihuje že vse življenje. Že desetletja objavlja v različnih publikacijah, napisala je že celo vrsto knjig. Jeseni 2019 pa so jo spodbudili, da je začela objavljati tudi na družbenem omrežju Facebook. Pa naj nam kar sama zaupa, kako so se od tiste prve objave rojevali njeni utrinki, kaj jih je navdihnilo in kakšen je bil odziv spletne skupnosti. Metka Klevišar, izvolite. Ja, te objave so se pravzaprav navdihovale vse povsod iz življenja, iz tega, kar se mi dogaja, iz pogovorov z ljudmi, z najrazličnejšimi, potem včasih tudi iz tega, kar so ljudje objavljali v svojih komentarjih na mojem Facebooku. Skratka, od vse povsod okrog mene je pa res, da sem morala tega počasi tudi naučiti ob vsem, kar že dolga leta pišem. Knjiga je zasnovana kot izbrano in tenkočutno darilo za vse generacije. Kako se, gospa Klevišar, vas dotaknejo knjige kot darilo in kako vi začutite, katera knjiga bo prava za koga od vaših dragih? Mislim, da to sploh ni tako preprosto nekomu podariti knjigo. Zdaj vem, da sem dobila že veliko knjig, ki mi niso nič pomenile, pa mnoge, ki so mi bile zelo dragocene. In zato tudi jaz vem, da je treba biti zelo tenkočuten, ko komu podarjaš knjigo. Lahko podariš knjigo, za katero veš, da ta človek pričakuje, da se jo veseli. Drugače pa bolje, da recimo romanov ne podarjaš, da pa podarjaš knjige, ob katerih lahko razmišlja o marsičem. In jaz mislim, da je ta moja knjiga približno takšna, da lahko o tem razmišljaš, se o tem pogovarjaš, da se mogoče s čim ne strinjaš in je lahko dobrodošla vsakomu. Utrinki vzporednih svetov so seveda drobna aluzija tudi na celjske zvezde, ki ob prazniku mesta Celje v teh dneh še posebej zažarijo. Letos tudi v barvah Celjske Mohorjeve družbe, mar ne, Saška Ocvirk? Res je. Letos je za Celjsko Mohorjevo družbo jubilejno in praznično leto. 170 let namreč mineva, odkar je Anton Martin Slomšek zasnoval to najstarejšo slovensko založbo in mesto Celje je v občinskem prazniku njen pomen prepoznalo tudi z zlatim grbom. Iskrene čestitke, vsi naši poslušalci pa tako še posebej toplo vabljeni med knjižne police Celjske Mohorjeve družbe na Preširnovi 23 in seveda tudi na splet www.mohorjeva.org. Obilo dobrega branja in užitka med knjigami želimo. Saška Ocvirk, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi tebi in lep pozdrav vsem poslušalcem.